dan in dobrodošli v seriji Forbesovih pogovorov 30 po 30. To je pogovorov z mladimi, ki premikajo meje. Sem Bojana Humar, urednica Forbesa Slovenija in z mano je violinistka Patricija Avšič. Pozdravljena. Dan. Patricija, bom najprej par stvari naštela. Pri 12 letih ste bili sprejeti kot izredni talent na Univerzo za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Gradcu, kjer imate status vzhajajoče zvezde. Leto zatem ste bili sprejeti še na zasebno Univerzo za glasbo in umetnosti na Dunaju, tako da ste od 13. leta študentka na obeh univerzah. Prvi koncert ste imeli pri 8 letih. Koncertirali ste že z največjimi svetovnimi glasbeniki, kot je Placido Domingo, nazadnje pred nekaj dnevi v Budimpešti. Stari ste 17 let. Kako ste prišli do tu? Torej, pozdravljeni še enkrat. Jaz prihajam iz ene velike glasbene družine oziroma rodbine. Vsi moji strici in tete in oče in mama so glasbeniki, profesionalni glasbeniki. Vsi se ukvarjamo z glasbo, vsi imamo zelo radi glasbo, klasično glasbo. In nam je to nekaj čist normalnega, oziroma meni in mojim sestram in bratom, ko smo bili majhni, pač je bilo to čist nekaj normalnega in nekaj najlepšega, kar smo lahko počeli, tako kot pač vsi naši vzorniki, strici, tete in tako, in moj oče, ki je tudi violinist. In potem sem jaz pri 4 letih, oziroma že pač prej od začetka v bistvu, poslušala mojega očeta in mojo sestro, ki sta vadila violino, in mojega očeta, ki je sam vadil zase violino, ker je profesor violine. In ja, mi je bilo to od nekdaj zelo, zelo všeč in sem si ful zaželela igrati violino in jo tudi dobila za svoj 4. rojstni dan. Prvo majhno violino, se prav spomnim. In in potem sva začela vaditi in jaz sem ful želela, dejva vaditi, nikoli ni bilo tako, da z tega ne bi želela oziroma da bi me mogli siliti ali pa kako bi lahko človek rekel. Tako da, ja, to. Potem pa sva z očetom vadila do 12. leta. Vsak dan je vadil z mano in se trudil. Potem sem tudi kasneje začela sama, potem samostojno vaditi. Potem pa sem se pri 12 letih vpisala na Akademijo v Gradcu, potem kasneje še na Dunaju. In se je začela učiti pri profesorju Borisu Kušnerju, ki je pa eden največjih pedagogov na svetu. In ja, zdaj se učim pri njemu že 5. leto in to je nekaj najlepšega, kar si bilo zaželela, tako da tukaj sem, ja. Torej je bilo tako, da je bila tukaj res vaša želja, vaša strast, vaše veselje do tega? Vedno. Ne toliko pričakovanje staršev ali družine, da bi to nekak način morali početi, glede na to, da ste iz velike glasbene družine? Jaz, odkar se spomnim, sem si to vedno sama želela. Nikoli ni bilo tako, da bi mi nekdo mogel reči, spet vaditi ali pa to moreš ali pa tako. Tako da, ja, nikoli ni bilo tako. No. Vedno sem si sama želela in še vedno si zelo želim. No. Kaj je tako čarobnega v violini? Jaz bi rekla vse, že glasba sama je nekaj najlepšega, se mi zdi, kar pač je na svetu. In violina pa še posebej je to lep inštrument s takim lepim zvokom, lepim tonom. In na violini lahko vsak dan do konca svojega življenja raziskuješ nekaj, ni tako, da se pač ustavi nekje to. Vedno pač je nekaj novega, nekaj še lepšega in meni je to zelo všeč. Vaše šolanje ni običajno. Od 4. razreda osnovne šole ste se šolali doma, da ste imeli več časa za glasbo in ste predmete opravljali po izpitih. Tudi zdaj gimnazijo opravljate po izpitih, pa me zanima, in hkrati seveda veliko vadite na violino, pa me zanima, kako na eni strani zelo intenzivno šolanje, gimnazija in 2 univerzi, in na drugi strani intenzivna vadba, kako naporno je to lahko za mladega človeka. Pridete kdaj v stiske, vam je kdaj težko? Torej, ja, dela je veliko, ampak violino imam jaz, torej, kot sem že povedala, zelo rada in zelo uživam v tem. In mi to ni delo, tako da cele dneve v tem, ko preživljam pač v vaj violine in v vseh teh stvarih povezanih z glasbo, to zame pač ni naporno, ni delo, ampak zelo uživam v tem in sem vesela, da lahko to počnem. Potem šola je pa pač tudi ni mi težko. Potem šolo delam zvečer, ob večerih ponavadi, kasneje čez dan vadim in tako in delam vse stvari. Potem popoldne proti večeru delam pa šolo in vedno tudi, če kaj karkoli težkega ali pa kaj, mi pomaga družina in zato sem tudi zelo hvaležna. Ja.
Na univerzi ste vpisani v oddelek za izredne talente in že opravljate izpite, čeprav redno se boste lahko vpisali šele prihodnje leto, ko boste dopolnili 18 let. Izstopate po starosti ali niti ne, oziroma kdo so vaše sošolke in sošolci? Torej, ja, jaz sem vpisana na tečaj za nadarjene na Akademiji za glasbo v Gradcu in na Dunaju. To je tečaj, kamor lahko se vpišejo samo zelo, zelo nadarjeni mladi glasbeniki. In jaz delam vse lahko tudi predmete, to je samo uradno, pač formalno, tako da sem jaz na tem tečaju, delam pa seveda tudi predmete za redno akademijo in tudi tam srečujem seveda vse te moje sošolce, študente in So tudi tako mladi kot vi? Kot vse so, recimo? Seveda, ja, jih je tudi nekaj, ki so tudi na tem pripravljalnem tečaju oziroma tečaju za nadarjene in smo zelo povezani med sabo, ker smo pač edini mlajši na akademiji. Se velikokrat tudi srečamo, pa se pogovarjamo, pa gremo kam, pa tako da ja, jih je nekaj, tako da. So verjetno iz vse Evrope ali? Pa ne samo iz Evrope, tudi iz Amerike, iz Kitajske, iz povsod po svetu, res povsod. Na univerzi v Avstriji ste šli zaradi Borisa Kušnirja, kot ste že rekli, ki je izjemen profesor, poučuje na svojstven način, tudi deloma pri njemu doma. Pa me zanima, če lahko poveste malo več o tem, kako poteka poučevanje, kako potekajo učne ure pri njem. Torej, profesor Boris Kušnir je res ena zanimiva osebnost. Zanimiva res oseba, ki bi se jo prav želel spoznati, ker je torej on poučuje na domu. Večinoma 90% ur, ki jih imam z njim, so pri njemu doma, v eni taki ogromni, lepi vadnici, ki je namenjena samo temu, samo violini. Živi v središču Dunaja in že to je tako lepo pač tako. In potem pa tista vadnica, torej tam noter ima pa slike teh največjih, ko si sliko s temi največjimi umetniki in tako. In je res eno tako posebno vzdušje, ko prideš v to vadnico. In potem, te ure pa niso tako običajne, da bi bilo tako 2-krat na teden, točno ob tej uri in to se ponavlja, ampak zelo različno. Tudi, ne vem, do polnoči, enkrat smo delali do 2 ponoči, tako da je zelo tako, zanimivo z njim delati in vse te njegove ideje in res ga je zanimivo poslušati. In njegove zgodbe, recimo, velikokrat pove, oziroma na vsaki uri pove toliko enih zanimivih zgodb, ko jih je pač doživel v tem svojem življenju, da je res v veselje ga poslušati. Izpite delate v nemščini, znate nemško? Torej, izpite delam v nemščini, ampak torej, ta akademija je seveda mednarodna in tako je zelo veliko študentov iz tudi druge, ne samo iz Avstrije ali pa Nemčije. In torej je tudi jezik možno je upravljati tudi v angleščini, oziroma večina študentov govori angleško med sabo, ker pač so iz različnih držav. In to ni čisto nič posebnega, če govoriš angleščini, seveda pa tudi znam nemščino, delam pač tudi te certifikate, ki jih je treba upraviti za nemščino in mi gre vedno bolje. Priznani italijanski goslar Paolo Fattori iz Firenze je za vas, ko ste bili stari 12 let, izdelal violino 3/4 velikosti, 2 leti zatem pa še violino celinske velikosti in vam jo tudi podaril takrat violino. Kako pomembno je bilo to takrat za vas? Ker na nek način to je priznanje vašemu talentu. Torej, res je. Pri 12 letih sem dobila najprej 3/4, potem kasneje mi je podaril to največjo celinsko violino. In to mi je zelo seveda pomagalo pri moji umetniški poti. Ta violina je vrhunska violina, narejena samo zame, to je tudi nekaj posebnega. In sem zelo hvaležna Fattoriju, da mi je to naredil, da mi je pomagal in s tem tudi pač potrdil ta talent, in ker pač pri 12 letih redko kdo dobi svojo violino od enega tako zelo priznanega goslarja, kot je Paolo Fattori. Kot ste rekli, je zelo priznan mojster, pa me zanima, kako ste se spoznali?
Torej, moja sestra je čelistka in tudi ona je rabila čelo, pač, ko je bila stara okrog 12 let in smo za njo že iskali in najdeli Pavlo Vettorja in on je zelo prepoznan, tako da smo slišali že tudi prej seveda zanj. In potem smo mu pač predstavili našo družino, našo pot in našo idejo in tako in velikokrat je prišel na naše koncerte oziroma smo mu šli mi tja igrati in ga je zelo prepričalo in navdušilo. In zato sem dobila svojo violino. Lepo. Poleti ste preizkušali violine, med njimi ste zaigrali tudi na Stradivarijevo violino, ki je vredna 12 milijonov evrov. Najbrž je že občutek držati v roki tako drag inštrument nekaj posebnega. Pa me zanima, kakšna je bila vaša izkušnja igranja na to violino in s čim bi to primerjali, recimo? Torej, izkušnja je bila čudovita. Probala sem jo pri enem goslarju, ki je zelo, zelo priznan in ima to Stradivarijevo violino. In igrati na tako violino pač je zelo lepo, zelo dober. Ton in vse, kaj se da narediti na tej violini, kaj vse se da raziskovati in res nekaj posebnega, neko posebno vzdušje, poseben dogodek in posebna pač izkušnja. Kaj bi se dalo primerjati? Pač, to je najboljše, kar je lahko v glasbi, tako da karkoli najboljšega na drugih področjih. Do 12. leta ste osvojili večino violinske tehnike in tudi profesor Kušnir, sem brala njegovo mnenje, pravi, da imate odlično muzikaličnost in neverjetno tehniko. Koliko ur na dan igrate? Torej, jaz igram na dan od 8 do 10 ur. To ne vključuje seveda samo vaje violine, ampak tudi pač poslušanje recimo posnetkov znanih glasbenikov, kot so Oistra, Heifetz in učenje iz tega in raziskovanje teh skladb, ki jih bom igrala in razne stvari, igranje v komorni glasbi, igranje v orkestru in mnogo drugih stvari. Veliko je pa seveda tudi vaja, tako da vadim od 8 do 10 ur na dan. Kako naporen je za vas ta tempo? Iz dneva v dan? A je kakšen dan tudi brez violine? Ja, torej za nas v naši družini je vedno nedelja pač prosti dan. Smo prosti vsega, ni violine, ni ničesar drugega. Tako da se v bistvu po 6 zelo napornih dneh spočijemo in spet začnemo nov teden znova. Tako da mi pa ni naporno to, ne vem, sem se navadila ali iskreno ne vem, kaj je, ampak pač ni naporno. 80 ur pa tudi toliko je enega programa, toliko je ni tako, da skozi enako in enako in ti hitro mine ta čas, no. Res hitro mine. Imate zelo radi violino? Ja, zelo radi. Izvajate tudi nekatera zelo zahtevna dela, tudi najtežja. Med njimi ima posebno mesto prvi koncert v Fis-molu Henrika Vinjavskega, ki v violinskem svetu velja za enega najtežjih koncertov, tako da ga sploh zelo, zelo redki igrajo. Vi ste ga izvedli pred skoraj 2 letoma in takrat ste bili stari komaj 15 let. Slovensko filharmonijo v Cankarjevem domu. Pa me zanima, se radi lotevate težkih del? So vam izziv, radi strete take orehe? Ja, torej seveda, rada imam izzive in rada sem tudi seveda se naučila ta koncert, ker sem ga poznala že zelo dolgo in sem si ga vedno želela igrati. In ta koncert, ko ga poslušaš, je res zelo lep, zelo tak, da te res navdihne oziroma, ja, in ima veliko tudi virtuoznih del in veliko za raziskovati, tako da mi je bil zelo všeč in ja, sem ga igrala pri 15 letih s filharmonijo in ja, rada imam take izzive in rada se pač poglabljam v take stvari. Kar zahteva tudi svoj vrsten pogum, zato ker prav ta koncert recimo zelo redko se ga da poslušati v izvedbi v živo z odra, tako kot je recimo mogoče vas. Večinoma so to izvedbe v studiu, kjer so mogoče tudi popravki in tako naprej, tako da to, kar ste vi izvedli, so res redki. Ja, in sem tudi zelo vesela, da je tako, da pač lahko zaigram ta koncert, ker ga res ne more vsak. Zelo redko, kakšni violinisti ga igrajo, si ga upajo nekako zaigrati, ker pač je res, res zelo težek. Kaj je tu tako težko? Kaj je najtežje? Kaj je tisto, kar je vam pomenilo največji izziv, kako izvesti?
Torej, največji izziv tukaj za vsakega violinista je zelo težka tehnika. Zdaj pač lahko bi naštevala, koliko enih stvari različnih je tukaj, ampak ne vem, intonacija potem pride seveda zaradi dvojenk, akordov in vseh stvari, stakato, rikošeji, različni lokovi načini, zelo zapleteni, kakšni virtuozni deli, tako da velik izziv, ampak meni nič prav pač postavlja tako izziv, da bi se ustavila, tako da ja. Očitno, ja. Ko koncertirate z največjimi svetovnimi glasbeniki, tako kot kakršen recimo Plácido Domingo, z njim ste že večkrat koncertirali. Koliko treme imate morda pri tem? Kako se na to pripravljate? Jih tudi že prej lahko recimo nekoliko spoznate, da je potem lažje, da se ujamete? Torej, treme jaz pred koncerti nimam in tudi pred pač srečanji teh velikih umetnikov, kot je recimo Plácido Domingo ali pa Maksim Vengerov, nimam treme in zelo, zelo komaj čakam pač, da bi jih srečala seveda, ne. In recimo prav posebej Plácido Domingo ga je bilo srečati res nekaj zelo posebnega. Je zelo zanimiv človek, tako ko ga pač srečaš od blizu, ne, oziroma v živo. In ful je bilo zanimivo, tako ko sem ga prvič srečala, sem bila še ful majhna, okrog 13-14 let. In tako do drugih je zelo, zelo tak strog, pa tako do zunanjih ljudi, kako bi. In potem do teh, ki smo pa mi nastopali, je bil pa zelo, zelo prijazen, zelo odprt, zelo tak, ja, zelo zanimiva oseba, no. Tako da, in zdaj tudi, ko sem ga pred 4 dnevi spet srečala na koncertu, ko sem igrala na njegovem koncertu, je bilo tudi zelo zanimivo, no. Vam je dal kakšne nasvete, napotke, recimo, da so vam tako prav prišli? Nasvete, napotke mogoče ne, rad pa zelo pohvali, ker je poslušal cel koncert, ko sem jaz igrala, je poslušal, in ko sem prišla dol, je bil ful navdušen, je ploskal in res me je pohvalil velikrat, tako da. Lepo. Ali polne koncertne dvorane občutite recimo kot pritisk, kot dodaten pritisk pred nastopi, ali ko stopite na oder in zaigrate, pozabite na ves svet okrog sebe? Ja, ko stopim na oder in zaigram, točno tako pozabim na vse okrog sebe in se osredotočam samo na glasbo in na to, kar igram, ne na to, pač, kdo me posluša. V bistvu šele na koncu nekako pogledam po dvorani in vidim, koliko je ljudi dejansko v dvorani. Tako da, ja, med igranjem to me sploh ne moti, me ne obremenjuje ali pa da bi pač mogla to kaj vedeti. Tako da, ja, to pozabim takrat med igranjem. Je to prinese veliko vadbe, veliko prakse, velika samozavest? Sigurno je, to, da si naštudiral delo, ja. Ja, sigurno je samozavest, pa to, da to, kar igram, je zelo sigurno pripravljeno in tudi vedno je. Pa ja, tudi to imam nekako v sebi, da me to nekako ne zmoti, ker veliko pač mladih ali pa kaj, bi jih lahko takrat bi dobili tremo, potem jih pa to malo so nervozni, pa tako, ampak mene to ne, tako da je, kar je super. Koliko časa ste recimo vadili za ta koncert Binjavskega, ki sva ga omenjali, da ste rekli, zdaj pa dovolj dobro, zdaj si pa upam iti na oder in zaigrati tako, kot je treba? Torej, to je zelo zanimivo vprašanje, ker ja, torej potek, kako se naučiš neko tako težko skladbo, je torej pri profesorju Kušnirju je vedno tako. Ko pridem jaz predstaviti neko novo skladbo oziroma nov koncert na uro, moramo zaigrati vse v tempu, briljantno, brez napak, kot bi pač igral na koncertu. Se toliko dobro pripraviti že takrat in vedno igram na prvi uri s klavirjem tudi, da on to sliši celoto. Potem pa začnem, najprej seveda delam pred tem sama ogromno, potem delam z očetom, potem delam pa z njim in to delo traja lahko zelo, zelo dolgo. Velikokrat se potem tudi zgodi, da to stvar malo pustim za par mesecev ali pa za tudi kakšno leto lahko, pa potem spet začnem na novo spet, kar velikokrat tudi pomaga k neki pač sigurnosti. Tako da, ja, pri tem sem najprej začela, zdaj ne znam točno povedati, ampak sem začela, potem ga malo pustila, pa spet začela, pa spet malo je šel na pauzo, potem pa spet, ja, tako da zdaj kdaj vem, kdaj sem dosti sigurna, to pač vem, ja. Najbrž so sestavni del vašega muziciranja tudi ustvarjalne krize. Kako se z njimi spopadate, kako se soočate, kako jih premagujete?
Torej, ja, v mojem življenju veliko mi pomaga družina, tako da kadarkoli pride do česa koli tacga, sicer do zdaj še ni prišlo, hvala Bogu, pač kadarkoli pride, mi to pomaga družina, me podpira, mi razloži ali pa mi pač pomaga, tako da ni nobenega problema. Zmagali ste na več mednarodnih tekmovanjih že in na enem od njih na Dunaju ste za nagrado v izposojo za 3 leta dobili 300 let staro violino italijanskega mojstra Carla Landolfija. Izposoja se pa zdaj v kratkem izteče, pa me zanima, kako naprej, glede na to, da so te violine, na katere vi igrate, zelo drage, da se cene začnejo recimo pri 300.000 evrih in gredo potem v več milijonov. Ja, torej, tako jaz sem dobila to violino za izposojo 3 let in potem zdaj se septembra se torej to izteče. In zdaj smo v procesu iskanja te violine. Velikrat se pač, oziroma poznam veliko takih mladih glasbenikov iz tiste države, ki prihajajo. Država nekako pomaga jim, oziroma prek neke fundacije, ki jo imajo, ali pa kakšnega, ne vem, kakorkoli, pomagajo in pač kupijo violino in jo potem posodijo oziroma podarijo temu nadarjenemu mlademu glasbeniku. In to probamo tudi mi nekako doseči, ker tega v Sloveniji zaenkrat še ni. Na Dunaju, recimo v Avstriji, je veliko tega in povsod drugod po svetu. In ja, to je zelo težko dobiti tako violino, zelo težek in naporen proces in seveda upam, da nam bo uspelo. Tako da. Na koga vse ste se obrnili? Kako ste se lotili tega iskanja? Katera vrata vse ste potrkali? Kakšni so odgovori, recimo? Torej, poskusili smo že res veliko stvari. To so, ne vem, kakšne fundacije oziroma, ja, tako kot sem rekla, recimo Slovenija kot država ali pa kaj, ali pa kakšna ministrstva ali pa kakšni taki meceni, recimo, da bi pač nekako sponzorirali meni ta inštrument. Ampak je to tudi zelo težko, ne uspe vedno, no. Niso vedno ljudje za, da bi pač to naredili, ker se mi zdi, da mogoče kakšni ne vidijo tega talenta ali pa ne vidijo pač, zakaj bi bilo to tako dobro, tega bogatstva, no. Ampak se mi zdi, da tukaj je tako pač, če bi jaz dobila violino od nekoga, da ni tako, da to pač pomaga samo meni, ampak nekako pač državi Sloveniji, ker se s tem pač predstavlja po celem svetu, a ne. Tako da, ja. Na Ministrstvo za kulturo ste se tudi obrnili, verjetno? Ja, zdaj smo v tem procesu, tako da. Vam želim veliko sreče pri tem, da najdete svojo violino. Ja. Pa tudi ne samo inštrument, tudi celotno šolanje v tujini in bivanje. Na Dunaju ste s 2 leti starejšo sestro Klaro, ki se uči violončelo. In v bistvu celotno šolanje je en velik zalogaj. Kako vse to sfinancirate? Imate mogoče kakšne štipendije, imate kakšne mecene, kako se znajdete? Torej, ja, je res zelo finančno zahtevno to na naše življenje. Ja, torej z mojo starejšo sestro živimo na Dunaju in to je pač velik zalogaj še tam za stanovanje, ne, najemati in vsa ta potovanja in še mnogo drugih stvari. Tukaj tudi mi seveda pomaga družina finančno, ampak seveda tega mi pač ne zmoremo vsega sami. Tako da pomaga, moj pač sponzor je tudi Krka, to je podjetje zdravil in nam zelo pomaga s tem. Pa ja, imam tudi štipendijo oziroma obe imava in tudi s tem si pomagamo. Ja, potem pa še karkoli se da pomaga. Obe sestro sta šli na Dunaj še zelo mladi. Pa me zanima, kako ste se znašli v tem novem okolju? Torej, ja, jaz sem najprej prvi 2 ali prva 3 leta hodila sva z očetom vsak teden tja, od četrtka do nedelje sva bila na Dunaju in sem imela potem ure s profesorjem. In sem jaz v teh 2-3 letih ta Dunaj zelo že spoznala, mi je bil že zelo domač, ko so se tja preselile z mojo sestro. In tudi zdaj je vedno bolj nama je všeč, res čudovito mesto, zelo taka razvita kultura, glasba je tam nekaj najlepšega, ne. Mislim, ful jim pomeni glasba. Tako da, ja, Dunaj mi tudi kot mesto zelo všeč in ja.
Ste se hitro znašli v njem? Ja, zelo hitro, zelo hitro. Tukaj v glasbi, pa ta akademija, pa to so vsi ljudje ful odprti, pomagajo, če je treba, ali pa recimo razkažejo malo Dunaja, ali pa tako da so se Dunaja ful hitro navadili. Vaši najljubši skladatelji so Vinjavski, ki sva ga že omenili, Paganini in Sibelius. Zakaj? Vinjavski od nekdaj je bil moj najljubši skladatelj, tudi predvsem zaradi tega Vinjavski prvega koncerta v Fismolu. Pač zato, ker ko ga poslušaš, je to res nekaj najlepšega, tako kot sem že rekla. Take lepe melodije, toliko ene globine v tem koncertu in v vseh teh delih, ki jih je on napisal. Pa recimo Paganini s svojo virtuoznostjo, ki pač ga vsi poznajo, je nekaj neverjetnega zame. In Sibelius, ki zdaj igram Sibeliusov koncert, je pa tudi nekaj zelo lepega. Tako da v resnici vsi skladatelji imajo čudovite stvari, ki so jih napisali, ampak te mogoče še posebej zaradi lepote mogoče v njihovih delih, pa te virtuoznosti, pa tega načina, ki je meni zelo všeč pri njih. Imate željo oziroma ambicijo, da bi tudi sami skladali? Sigurno, ja. Enkrat imam veliko željo, da bi tudi sama, da zaenkrat še ne, ampak si pa želim. Pa ste razmišljali kdaj, da bi poleg klasične glasbe igrali še kako drugo glasbo? Ste sploh poskusili vas? Ne, to pa nikoli. Klasična glasba je meni najlepša, drugih žanrov oziroma drugih glasb ne maram. In se je ne bi niti lotevali? Ne, nisem še. Kateri je vaš naslednji veliki koncert? Torej, en velik koncert, ki me čaka, je koncert s Slovensko filharmonijo, kjer bom izvedla Sibeliusov koncert 2 večera zapored. Tega se tudi zelo veselim. Sibeliusov koncert je zelo lep koncert in upam, da bo tudi ljudem, ki me bodo prišli poslušati, všeč. Našteli ste res zelo veliko stvari, ki jih počnete, pa me zanima, koliko prostega časa vam sploh ostane oziroma kako še uživate v svoji mladosti? Torej, imam veliko tudi hobijev. Moji hobiji so definitivno psi. Mi imamo doma veliko psov, ker smo veliki ljubitelji psov in predvsem veliki psov. Velike pse imam rada. Tako da, to so moji hobiji. Potem pa se imam prosti čas, veliko pride, pa tudi tako, kot sem rekla, violina ni zame delo, da zdaj grem delati, pa imam prosti čas, pa spet grem violino vaditi in delati, ni tako pri meni. Tako da, vmes se vedno najde kakšen prosti čas, pa torej, pse grem sprehajati ali pa z njimi igram. Potem moj hobi je tudi, oziroma želim si enkrat jahati konje, to mi je ful dobro. Potem rada tudi hodim v gore, to mi je tudi ful všeč, razgledim vse to. Tako da nikoli ni tako, da bi mogla skozi delati. Veliko tudi časa za hobije, pa za sprostitev, pa za te stvari, ki jih imam tudi rada. Najdete veliko časa tudi za te druge stvari še. Kaj bi bil za vas vrhunec kariere? Torej, jaz si želim postati solistka, igrati z različnimi orkestri po svetu in predvsem to, oziroma tudi recimo igrati kot koncertna mojstrica v kakšnem vrhunskem orkestru, to je tudi super stvar. Tako da, to upam. Jaz sem pa gledali malo naprej, ampak če bi pa recimo zdaj pogledali malo nazaj, vašo pot od začetka, kaj bi rekli, ker je zares fascinantna? Po moje bi se prav začudila, tako dokam sem prišla do zdaj. Si nisem mislila, da bo tako. Tako da sem ful vesela zase, Torej ni bilo zelo načrtno, čeprav deloma že, ne? Ja, seveda, je, ampak pridejo stvari tudi tako, da niso čist planirane in tako in sem zelo vesela, da je tako. Hvala za pogovor in veliko uspehov še naprej. Hvala tudi vam. Glavna podpornika izbora 30x30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In. Podpornik kategorije Pop kultura in umetnost je zavarovalnica Sava.